Luksemburg, središče številnih evropskih institucij, pomeni novo postojanko na evropskem zemljevidu NK Maribor, v državi, ki obsega le 2586 kvadratnih kilometrov, meji na Francijo, Nemčijo in Belgijo, ter ni dosegla 500 000 prebivalcev, mariborski nogometaši med tekmovanjem za evropske pokale še niso gostovali. Vse je enkrat prvič. In v želji po zagotovitvi vsaj še 4 mednarodnih tekem se je vijoličasta odprava podala luksemburškemu izzivu nasproti. Potovanje s čarterskim poletom z mariborskega do letališča v Luksemburgu je trajalo 1:20, minilo je brez zapletov. Toda dovolj jih je bilo v zadnjih dneh, saj sta doma zaradi poškodb morala ostati Agim Ibrahimi in Mitja Viler, ki se nista znašla na seznamu 20 kandidatov za nastop. Aleksander Rajčević, ki je prav tako manjkal na sobotni otvoritvi prvenstvene sezone proti Hit Gorici, pa je šel na pot in se je čakalo, ali bo ob bolečinah v kolenu prestal aktivnosti na zadnjem treningu. Nasprotnik sem prepričan, bo delal pritisk z visokimi žogami. Tu so relativno močni. Naša naloga je, da smo osredotočeni na te trenutke in pa potem, da izkoristimo vse, kar nam bojo ponudili. Prepričan sem pa, da nam bojo ponudili veliko. Videlo se je že na domači tekmi, predvsem v drugem polčasu, da moramo biti v protinapadih oziroma v trenutkih, ko imamo nekje višek, bolj natančni. Vendar po videnem danes, po tem, kako so fantje motivirani, kako so prisotni na treningu, smo lahko optimisti. Ekipa je nastanjena v luksemburški prestolnici. Iz mesta Luksemburg je treba na tekmo v 20 km oddaljeni Dudelange, od katerega je le 900 metrov do francoske meje. Neposrednega televizijskega prenosa dvoboja ne bo, tako da lahko le v klubskem videonapovedniku prikažemo, kje bo potekal boj za uvrstitev v tretji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Na majhnem stadionu za 1600 gledalcev in z ozkim igriščem, ki je uspelo pridobiti UEFA-ino dovoljenje ter lahko gosti tekmo slovenskim prvakom. Še bolj nenavadna je majhna razdalja od roba igrišča do prve ovire, zidu pod osrednjo tribuno, ki gotovo ne dosega zahtevanih 4 metrov. Za prilagoditev na razmere je moštvo opravilo uradni trening na prizorišču tekme. Fantje so odločni, da z aktivno igro pridejo do potrditve napredovanja. Prednosti 2:0 z Ljudskega vrta, ko sta zadela Argus in Ibrahimi, ne bodo branili. Ja, igrišče je nekoliko ožje, tako da tudi način igre bo malo drugačen, ampak ne vidim tukaj nobenega problema. Mi igramo jutri na zmago, samo to nas zanima in pripravljeni smo na vse. Vemo, da nasprotnik nas bo prve pol ure sigurno napadel, hotel bo doseči čim prej gol. Mi se bomo postavili tako kot vedno. Nič obrambno, zanima nas samo zmaga oziroma dober rezultat. Nogometaši med bojem za podaljšanje evropskega poletja ne bodo sami. Na stadionu Jos Nussbaum bo odmevalo tudi navijanje viol. Tekma v Dudelangeu se bo začela ob 18. Skupnega zmagovalca pa že naslednji teden čaka gostovanje pri zmagovalcu dvoboja Maccabi Haifa Borac Banja Luka. Glede na izhodišče po prvi tekmi, torej najbrž v Izraelu.